Ampak veš, katera stvar pa mene najbolj rajca? Washington Wizards, motherfucker. 20 let nazaj sem jih pa takole nosil. V glavnem, danes bo dosti zanimiv dan, naredil bom dve stvari in sicer povedal bom, kakšna je bila moja izkušnja s tem telefonom, to je Mate 9, pa razškatlo bom tegale. To je pa P10. To je ta najnovejši Huawei, škatla je težka kot svina. Po mojem mene pol kile. 526 gramov. Ok, kje moram zdaj začeti? Zdaj pa tako, preden tega Mothersuckera razškatlam, bom malo več povedal o Mate 9. Veš, s tem telefonom se pa zdaj jaz družim že par mesecev, pa moram reči, da prva stvar za čuda, zaslon je še cel. Kar se celotne uporabniške izkušnje tiče, jaz moram reči, da sem s tem telefonom izredno zadovoljen, je pa hkrati tudi res, da ga nisem uporabljal kot svoj prvi telefon. To je še vedno tale, P9. Zdaj, ker s temi telefoni veliko snemam pa slikam, bi bilo mogoče najbolj pametno, da se najprej posvetim leči oziroma kakovosti fotografije pa videa. Zakaj se leži? Tina se norca z mene dela, zato ker sem se parkrat zapored zmotil. Je pa hez, da se ne more ful smejati, ker ima herpes na ustnici in pa se tako smeji. Hvala. Prosi. Zaprav, kar se same videe pa fotografije tiče, Mate 9 ima tudi dve leči, že pri prvi predstavitvi sem rekel, da jih ima ta postavljeno eno na drugo, na mesto takole, kolikor jih ima P9. Zdaj, kar se same primerjave tiče video pa foto, jaz kakšne velike razlike med Mate 9 pa P9 nisem opazil. Sem pa najdel ogromno razlik na drugih področjih. Za začetek valjda ne moreš ignorirati velikosti, ne? Mate 9 je veliko večji kot P9. Veš, tako da se mogoče malo boljši videti, večji pa širši. Zdaj, jaz nimam roke kot Michael Jordan, to pomeni, da mi Mate 9 mogoče ni toliko ustrezal, je vseeno pikico večji, zato mi je ta vseeno bolj sedel. Ampak moram pa reči, da mi v vseh drugih pogledih pa malo bolj ustrezal. Prej sem se navadil na vse funkcije, v bistvu nisem rabil niti urco dve, da sem z njim delal, kot da ga imam že en teden. In kot sem rekel, to ni bil moj prvi telefon, zato sem ga večinoma uporabljal ali za brskati po netu in takrat je velikost zaslona res ful prav pride. Pa komatenih filmov sem gor pogledal, podcaste poslušal, za take reči sem ga nucil in v tem primeru mi je ta velik zaslon res ful sedel. Čak pa še nekaj. Aja baterija. Huawei je v predstavitvi tega telefona rekel, da baterija lahko zdrži 2 dni. Jaz sem bil malo skeptičen in po eni strani sem imel prav. Veš, baterija pri meni ni zdržala 2 dneva, ampak en dan. Moraš pa nekaj upoštevati. Jaz praktično cel dan snemam pa fotografiram in to, da je baterija zdržala en dan, lej, vsaka čas. To ni uspel še nobenemu drugemu telefonu. Niti P9, niti Samsungu S7, pač nobenemu telefonu, ki ga uporabljam vsak dan. Si pa benem čisto predstavljam, da če bi ga res uporabljal sam za klice, SMS-e, Facebook, Instagram, pa mogoče še kaj YouTubea, pa kakšen podcast, če bi poslušal, da bi zdržala 2 dni. Ne me pa za besedo držal. Pauza. Zdaj, preden gremo na tega, še 2 besede o služkah. Za služke imam 2 graje, pa eno pohvalo. Prva pohvala je, jaz ne vem, če se vi spomnite, ampak par dni zatem, ko sem Mate 9 dobil, pa sem ga razškatl, smo šli v Termano v Laško, kjer smo se šli kopati in valjda sem jaz zašetil vodo s tem v kopalkah. Da imam tole sabo v žepu, sem ugotovil po 10 minutah, kar pomeni, da so se kar fajn naplavale. Jaz sem jih dal ven, pa posušil, pa čez 3-4 urce spet probil in so delale. Tako da ja, te služke so ful tough. Ampak nekaj jim pa vsem zameram. Tale kabel je tako prijeten pa mehek, ampak moram reči, da se ful lažji za fecla, pa ful težji od fecla pri konkurenci. Ta druga stvar, ki bi jo pa jaz spremenil, je pa velikost teh zadevc, ki jih dejansko porineš v uho. Meni se zdijo malo prevelike. No. Evo, zdaj pa odprimo P10, ko jaz imam ta telefon doma že koliko? 14 dni, pa moram reči, da sem prav vesel, da je prišel končno ta dan, da jaz tole zadevo odprem. Ta prva stvar... Slišiš to? Pa še eno stvar moram poudariti. Veš, kaj tukaj piše? ROM 126 giga, RAM 6 giga. Se spomnite, ko smo imeli računalnike, pa je bilo 16 megabajt RAM-a, pa se je rekel, stari, kjer stroj? Fancy. Kako ne se zdaj z tega lotam? Ok, come to daddy. Ta prva stvar, ki sem opazil, ko sem ga v roke dobil, je to, da so robovi malo manj ostri, kot recimo pri P9, da vse skupaj deluje malo bolj gladko, malo bolj prijetno. Pa že P9 je bil zelo user-friendly, kar se tega tiče. Dajmo pogledati, kaj je še v škatli. Takoj pod telefonom je še ena tanjša škatla, kaj je noter, ne vem. Že vidim, zaščitna plastika za hrbet, tako kot sem je dobil kesi za Mate 9, vidiš? Takole zgleda, lej. Ok, to je to. Veš, tukaj spadi sta pa zdaj še 2 škatlici, ena za charger, ta spodnja pa za služke. V bistvu nista 2 škatlice, vse skupaj zgleda, ker 2 škatlice sem se malo zlagal. Veš, kaj je eno hiše, ampak ima pa 2 pokrova. Služke so pa identične, vidiš? Mate 9, P10. Samo škava niso iste. Mislim, da je material pri telih za P10 malo boljši, malo drugačen, malo bolj gladek. Mogoče to pomeni, da se ne bojo toliko feclale, bomo videli. Ok, to je to, škatli, chargerji pa teh stvari, idemo si zdaj malo telefon pogledati. Veš, kaj sem še takoj opazil, Mate 9 pa P9 ima ta tipalo za prstni odtis tukaj zadnji, vidiš? P10 ga pa nima zadnji, ampak ga ima spredi, tukaj spodaj. Kar se mene tiče, ta sprememba ni bila potrebna, zato ker mi je to zadnji vedno sedelo. Lahko si pa predstavljam kakšen scenarij, zakaj bi ta način bil boljši.
Recimo, da si v pisarni, pa ne bi bil rad očiten, pa malo na telefon pogledal, pa pol ne rabiš telefona odzigvati, pa zadnji iskati prstno odtis, ampak narediš samo tole. Zdaj pa, če sem čisto iskren, jaz o tehničnih specifikacijah tega telefona ne vem kaj dosti. Vem recimo, da je procesor Kirin 960, to je enak kot v Mate 9, drugače pa Kitajci, tako kot Apple, pa praktično tudi vsi ostali v ospredje, valjda porivajo sposobnosti kamere. Valjda imela tudi tukaj zraven prste Leica, to se pravi 2 kamere, 2 leči, 2 tipali za barvno fotografijo, 12 milijonov pikslov, za črno-belo fotografijo 20 milijonov pikslov, pa to nekako malo se združuje, pa pomaga, da je fotka malo boljša. Valjda bo sposoben snemati v 4K. Ampak veš, katera stvar pa mene najbolj rajca? A veš, Leica ni imela prstov zraven sam pri teh 2 lečah tukaj zadaj, ampak tudi spredi. In ta sprednja kamera, tista, ki jo uporabljaš za fotke pa za video, selfie style, je tista, ki je zame skoraj malo bolj pomembna, kot te 2 tukaj zadaj. Pa ne sem to blend, da bo šla lahko do 1.9. Ker bo za povprečnega uporabnika v bistvu pomenilo, da bo lahko naredil velikenih selfijev, ki bo v zadnji čisto zamegljeno, meni pa to bolj pomagalo takrat, ko bo svetloba slabša. Ok, folk, to je to, kar se tiče prvih vtisov. Jaz sem telefon začel kar takoj uporabljati, pričakujem pa, da bom v naslednjih, kaj pa jaz vem, 3 tednih, mogoče enega meseca naredil še en video, ki bom povedal, kako se ta zadeva obnese. Uporabljal ga bom za svoj prvi telefon. To pomeni, da bom z njim klical, da bom pošiljal sporočila, da bom z njim na Facebooku, na Instagramu, da bom z njim fotografiral, snemal, da bom z njim počel praktično vse ostale stvari, ki jih drugače s telefonom, ki je moj prvi telefon, počnem. Nič, to je to.